I'm so excited. Oh my god. Yay! Zdravo, moje ime je Vanessa in dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes imam za vas meni osebno ful zanimiv video, zaradi tega, ker je o Applu. In komaj čakam, da vam to pokažem, ker je ena izmed mojih najljubših stvari, ki sem jih kdarkoli imela. Zdaj, ta video je v sodelovanju z iStyleom, oziroma v sodelovanju. Oni so meni ga poslali za testirati in je bilo v bistvu to bolj kot ne to. Jaz pa sem se vse druga odločila, da bom še delala. Teda danes vam bi Freda pač predstavila iPad Air nove generacije, to pomeni 4. generacije, ker mi je ful všeč. Prvo, ne vem, ali naj vam kakor pokažem, ali naj vam ga pokažem kar s tipkovnico. Ok, naj kar s tipkovnico. Glavnem, tole je nov iPad Air z Smart Magic Keyboardom, oziroma sam Magic Keyboard je, za iPade, kar pomeni, da ima backlit tipkovnico, kar pomeni, da se sveti od zadaj, in pa trackpad ima. Potem je zraven še Apple Pencil. Ko rečem zraven, mislim na trenutnem setupu, zaradi tega, ker in tipkovnica in Apple Pencil se prodajata posebej. Vam bom dala vse cene na ekran, da ne bom se slučajno kje kaj zmotila. Tako da ja, to je Apple Pencil 2. generacije in ponavadi do zdaj, do iPad Aira, se je 2. generacija Apple Pencila uporabljala samo na projih, ker so imeli ta magnetek tukaj tako v strani nared, pa USB-C so imeli, pa all screen design in iPad Air 4. generacije ima USB-C, tak kvadratkast je, kot zdaj novi telefoni, ima Touch ID v power buttonu in ima all screen design in podpira Apple Pencil 2. generacije in tipkovnico, ki je v bistvu bila prej od Proja 11-inčnega. To je v bistvu vse, kar je drugačnega od drugih iPadov in od predhodnika od tega iPad Aira, torej pač v dizajnu in to. Glede specifikacij, itak vsaka generacija, ko pride, je boljša po procesoru, ponavadi imamo novejši procesor noter, kamera načeloma, ekran, glasnost, mikrofon, take fore so ponavadi pač izboljšane iz generacije v generacijo. Medtem ko med generacijo iPad Aira 3 in 4 je bilo pa pač ful razlika. 3 ima še oni stari dizajn, ko zgleda kot pač zdaj vsi navadni iPadi, torej ima gumbek in ima one večje robe ob strani, se pravi, temu so pa vzeli stran. Edino, kaj ta nima, kar Pro ima, nima Face ID-ja, nima ProMotion displeja in nima LiDAR skenera, ki ga ima iPad Pro in novi Pro telefoni. Glavnem, tale ima čip A14 noter, če kogar zanima. Zdaj si drugi, odvisno kjer generacije gledaš, vsak je imel neki drugačen procesor, teda če vas to podrobneje zanima, imate na Apple strani vse napisano. Kaj bi vam pa jaz rada pokazala, pa je malo kak se uporablja, kak zgleda, what's on my iPad. Zdaj ta iPad moram nažalost, res nažalost, vrniti, ko začne iStyle spet delati, torej ko se trgovine odprejo. Ker je razstavljen model in ga moram dati nazaj. Ampak jaz sem se ga v tem manj kot enem tednu toliko navadila in toliko mi je všeč, da ga ne bi vrnila, ker ga uporabljam res konstantno. Vsak dan imam pač, ne vem, 5 ur, sem skozi na njemu, kar je pač ravno dosti, zaradi tega, ker sem večino dneva vseeno bila vedno na telefonu. Imam še pa še računalnik, you know. Tako da ja. Ima pa malo debelejše te robove, ko jih imajo proji. Tako da jaz, ko sem prvič to videla, mi je bil kar šok, smo taki jajks, ampak zdaj, ko dejansko ga imam, mi je ful všeč. In jaz sem se ful odločala med tem, jaz sem starega Proja, 2. generacijo, ima kao tisti ProMotion in me je bilo ful strah, če se bo pač opazila razlika med tem pa med Projom in pač realno jaz nisem opazila neke razlike, je pa res, da zdaj cele dneve sam rišem in verjamem, da na Projih, prav iPad Projih, teh tam najnovejših, da je boljši displej in da se pač mogoče opazi, medtem ko jaz med svojo staro generacijo in tem novim iPad Airom z novim čipom ne opazim neke razlike.
In jaz sem danes razmišljala, da bi si potem, ko pač menjam iPada, da si kupim spet pač iPad Pro, najnovejše generacije, ko bo. Ampak zdaj, ko imam dejansko sem Aira sprobala, pa že prej, ko sem sicer čula, da prije Air ven, se mi je zdelo, kot da ne vem, če ga rabim proja. In se mi zdi, da je pač ta Air trenutno, da bo verjetno en izmed najbolj prodanih iPadov, že zaradi tega, ker dobiš kao proja po ceni Aira. Torej, daš 730 € nekje, medtem ko za pač proja najcenejšega daš, ne vem, 980, nekaj takega. In je razlika in za ta denar si itak lahko kupiš Apple Pencil, pa pač pokriješ neki del tipkovnice. In se mi zdi, da se ti ful splača, sploh zdaj za Zoome, za fakse, preko spleta, karkoli. Ljudje, ki ne uporabljajo računalnik, jim definitivno lahko uporabljajo pač iPad Aira namesto računalnika. Jaz zdaj, torej odkar ga imam, par dni, uporabljam res dejansko skoraj samo iPad, nič druga nisem delala na računalniku, računalnik sem imela prižgan, ko sem gledala serije zvečer na večjem displeju, kar bi lahko tudi realno Aira pač povezala, ampak računalnik sem že imela. Pisala sem, probala sem malo risati, sicer nisem toliko risala, ampak sem bolj kot ne pisala. Se pravi, dejansko ful mi je bilo vrejo, ker je toliko lahek, dam ga na sebe, na trebuh, ko delam na deko in jaz to vse sam tipkam. Ne rabite skrbeti, da se ti bo pregrel, tako se ti kao računalnik, če ga imaš na podlagi mehki. Pač ta nima spodaj nobenih ventilatorjev, pa karkoli, pač se segreje. Jaz sem editala video, ki je bil objavljen, se mi zdi, da, moram se spomniti, kjer je video. Ja, pri iPhoneu sem en del se bom povedala, ko bo objavljen, sem editala z iPad Airom in mi je vse super delal, dejansko mi je eksportiral video v parih, ne vem, če niti minutah, glavnem, res ful super stvar. Največ ga uporabljam torej za zapiske ali pa za videe. Na pol si dam in pač potem pišem oziroma si spremenim in si dam pač eno stran večje od druge ali obratno in pol sam preko tipkovnice še tipkam, tako vidite na videu. Najboljša stvar, kar si jaz dejansko nisem mislila, mi bo toliko všeč, mene je ful skrbelo, kako bodo naredili z tem skenerom, torej Touch ID. Ampak pač je meni ful dobro pozicioniran, prst imam tak, sam kliknem in mi to pač odklene. Res ful super. Enim je Face ID ful všeč, ampak meni se pač ne zdi tako potrebno, meni je še boljš, tako si naredim. Jaz se na iPad Pro pač Face ID ful frejo dela, ampak realno zdaj v teh časih, če imaš pač masko gor, moraš tipkati kodo, zdaj pa sam pač prst prisloniš. In se mi zdi to ful super. Ena izmed najboljših stvari je dejstvo, da se Apple Pencil polni konstantno, tako da te ne rabi nikoli biti strah, da boš imel Apple Pencil prazen. Mislim, sej, realno se ti Apple Pencil napolni v parih minutah, 10 minutah imaš polnega, da še lahko delaš ne vem kako dolgo z njim, ampak ni toliko, mislim, je ful bolj priročno, da ga res imaš skozi tukaj in da se ti polni in to je močen magnet, da ker pade. Je pa res, da recimo, če ga kam dam, malo pazim Apple Pencil, ker je eno draga stvar, da ti kar pade in ga zgubiš. Medtem ko ta tipkovnica, jaz sem prvo mislila, da je to tak nateg, oziroma nateg pač. Realno vse, ko je Apple naredi, je meni ful super. Ampak sem bila tako, ok, jaz tega ne rabila, meni se to zdi malo predrago, ampak zdaj, ko sem jaz to sprobala, se po eni strani sem ful vesela, da vam to zdaj zaprobati od iStyla res zelo. Po drugi strani sem pa tako, zakaj mi je bilo to treba, ker zdaj ga hočem imeti, ker je pač toliko fajn, da vam jaz ne znam razložiti. iPadi so itak ena izmed najbolj priljubljenih Applovih naprav ever, vedno ful dobro rejtani. Tako da imate iPade že od nekje 430 € dalje, so res ful super naprave, sploh zdaj v tem času, ko eni razmišljajo, me sprašujete, kateri računalnik bi si kupili. In pač realno, če do zdaj niste imeli računalnika in če se vam zdi, da ne rabite računalnika, vam je lahko iPad ful super. Še vedno lahko imate Google Docs, lahko imate Windowse, Word, ampak pač ja, Word je načeloma plačljiv. Lahko imate pa Google Docs ali pa pač prav od Apple, Pages ali pa karkoli, ogromno stvari je, ki jih lahko uporabljate. In se mi zdi iPad res ena izmed najboljših naprav, kar jih lahko imate. Jaz osebno še vedno ne bi dala stran mojega računalnika,
ampak če bi imela tega iPada, torej res cele dneve doma, bi definitivno na njem preživela večino časa, medtem ko bi imela moj MacBook res za, recimo, editanje, ko imam ful več klipov, za kakšne seminarske, ali pa kaj takega. Še vedno imam rada itak računalnik pa to, ampak mi ful iz dneva v dan mi ta res olajša zadeve, ker pač lahko delam vse ful na easy. Tako da ja, se mi zdaj kar nekaj nakladam. Ok, hvala se gledali ta video, upam, da vam je bil všeč. Ne pozabite ga lajkat, pozabite se naročiti, povedite me na Instagramu, pa še enkrat bi se rada zahvalila iStylu, da so mi posodili iPad in sam tolk ne bom ga dala nazaj. I'm not bringing it back. Imagine. Hecam se. Če imate kakšnokoli vprašanje, kar se tiče Apple in teh zadev, mi lahko spodaj napišete, zaradi tega, ker lahko naredim en skupen video, kjer odgovorim na neka vprašanja, ker včasih, ko tako sama s sabo govorim, sploh ne vem več, kaj točno naj še povem, kaj bi vas zanimalo. Zdaj, link od mojih starih videov iPada bo pa spodaj, kljub temu, da, oh gosh, ga jaz ne bi osebno gledala, ker mi je ful neprijetno gledati. Ampak, če vas slučajno zanima še o mojem tem starejši generaciji iPada, vam ga bom linkala spodaj, pa si lahko malo še tistem pogledate, pa na splošno celi playlist, kjer imam tehnologijo, oziroma basically, mislim, da je tak sam Apple. Ok. Yeah. Now I have to say goodbye.